Živ! Danes grem gledat pa eno čist bolano M3. Sedim po moje v najbolj res spekani M3, ki ima še zmer tablice gor v Sloveniji. Z mano je Zorman, on je lastnik tega avta. Ta avto si dobil dokaj stoka, ne? Ja, bil je v bistvu čist stok. Gor so bili distančniki, eni znižani fedri. Ostalo je pa v bistvu vse moj del. Se pravi, kva si vse naredil gor? Če lahko poveš na kameri. Rekel sem, avto ima dost moči, tudi razporejena je tako, ka mora biti. Tako da glede motorja v bistvu sploh ne rabim kaj dost skrbeti, zato sem se bolj poglobil v podvozje. Če ga še malo bolj doteramo, se približamo enemu dirkalcu, bi to mogel biti pol res izdelka, ne? In začel se je pol seveda najprej z Gewindom, Klub Sport 2. Da se optimizira te Gewinde, je bilo treba kupiti anti-roll-bar kit, boje te torzijske uječitve spredi zadnji. Pol da se optimizira te torzijske uječitve, treba še nastavljive nosilce kupiti, pa pol, kad ti zdaš gor, pa rabiš še nastavljive roke in prej, kad imaš podvozje cel drug, na vsej v enih barvah od spodaj. Dejansko ni dost, da ti daš sam na Gewinde avto, da je na tleh, ne? Ja, pa Auspuch je tudi malo večji, ne? Auspuch sem pa drugač dobil zraven, mi ga je dal prejšen lastnik, ampak ga ni imel nikoli gor in pol, kad sem ga dal jaz gor, sem hiter videl, zakaj ga ni imel, ne? Zadnji del Auspucha je od Meisterschafta, v bistvu gre za identičen rohr, kakor ga uporabljajo pri pokalnih avtih. Pol je pa še sredinska enojna cev, ki je pa v bistvu glavna razlika, zakaj ima ta S55 takega imam jaz toliko drugačen zvok od ostalih, zato ker noben ne gre na enojno sredinsko cev, vsi imajo dvojno. In problem pri teh dvojnih cevih je, da naredi zvok po kosilenci, pač preveč reši. Ja, ta je pa ful globoko pride. Ta pa res grmi avto.